Ko prideš domov z dopusta, te čaka kakšen stroj cunj za oprat. Jaz sem danes oprala že 2 stroja. Najprej sem dala rdeče prat, potem pa še črne. Ostalo me pa še čaka. Zdaj vam pa še pokažem, kaj se je na našem dvorišču dogajalo, ko me ni bilo. Uredili so ta vrt pod mojim oknom in pa še eno klopco so prebarvali. Imamo en tak tihi dogovor, da pač vsak kaj naredi. Ja, take se dogajajo na našem dvorišču. Imam pa en problem. Tisto betonsko korito, ki sem ga zadnjič čistila, je v bistvu zdaj taka rahla zemlja in hodijo pa zdaj mačke gor opravljati svojo potrebo. Tako da sem se zdaj odločila, da bom tja naložila bele kamne in da bom to nekako preprečila. Zdaj sem se že vštimala in se odpravljam v Merkur, da pogledam malo za te kamne, kakšne so opcije, kakšne so cene, pa bom pol videla, kaj točno se bom odločila. Ta je skoraj premejhan. Ja, ti bi že bili. Cena je 6 evrov, notri je pa 10 kil. Kupila sem 1 meter te zaščitne mreže. Cena te dolge je bila pa 3,59 € 1 meter. Tukaj pa vidite, kako je že za božička vse pripravljeno. To so luštne. So pa že kar hitri, a ne? Niti oktober še ni. Evo, rastlinski terariji. Zdaj grem pa še v skladišče, da dvignem tiste kamne. Dobila sem ta prevzemni list, ki ga bom podpisala, ko bom prevzela. Skladišče je pa dol na koncu. Tako da sem kar z avtom prestavila dol in tam prevzela. Vam pomagam kaj? Ne, vse bo v redu. Madonna, če imate tako čist avto, čakaj, da bomo dal kaj spodaj. A damo to? A pa lahko tudi, ja, super. Ja, itak bom to dala od spod, tako da lahko date na razen tako, super. Super. A, točno, to je proti plevelu, ja? Ja. Tako da pa bom dala pa kamne gor. Tako, uredila sem, oziroma nabavila sem, uredila pa še bom. Za zaščitno mrežo sem dala 3,60 € in pa tisti okrasni kamen 22 €. Kupila sem ga 50 kil. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be 2 hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase. Takole sem zdaj vštimala, še kamne naložim in pol pa bo.
Že zdaj vidim, da bo premalo tega kamna, čeprav sem mislila, da bosta 2 vreči dovolj, ampak bom mogla iti po en žakelj vsej. Vse je še kar v redu, ampak zdaj šibam še po en žakelj tega kamna, ker glih malo je zmanjkalo, pa tako, da ne bo tako na redko. Zdaj šibam v Merkur, da kupam še eno vrečo tega kamna, ampak na koncu boste pa videli, bo pa zelo lepo. Že zdaj mi je všeč. Tako da mislim, da sem kar v redu uštimala, da sem si v redu zamislila. Upam, da ne bom preveč čakala, zadnjič je bilo kar začakati. Bomo videli. Zdaj sem že cel oddelek preiskala, moram nekoga najti, da mi napiše pač tisto dobavnico za ta božji kamen. Kam naj grem? Grem zdaj vprašati na informacije. Sem dobila to izdajnico in grem v skladišče po kamne. Glih nekaj razkladajo, ampak je rekel, da mi bo uštimal prej. Kako so prijazni, so mi vzeli naprej, tako da super, da bom jaz lahko to hitro rešila. To je fajn. Tudi vi, hvala lepa, čau. Ja, ne boste verjeli, 45 minut sem porabila za vse skup, pa imam do Merkurja, ne vem, 5 minut. Tako da se kar zamudiš, če greš v trgovino. Mislim, da če bi kupila še en žakelj tega kamna, ne bi bilo nič narobe, ampak se bo kar dovolj, bo kar v redu tako. Zdaj pa še smeti odnesem. Evo, vse sem zrihtala, tisto, kar sem si zamislila. Če pogledamo vse skup, koliko me je pa zdaj to koštalo, se pravi ta dekoracija v tem betonskem koritu, 33 € so bili samo kamni, potem še 4 € je bila tista mreža, tista podlaga, ki sem jo dala pod kamne, in pa, če računam še vožnjo, se pravi 33 pa 4 je 37 in še vožnja, 40 € me je tisto stalo. Ja, glede na to, da je kamen, to je pa kar precej drago. 11 € za 25 kg kamna, bravo. Tisti, ki se je to spomnil, odlično. Bo pa to zdaj za bog ve koliko dolg, ne. Tako da, okej, ne bo. Zdaj je pa ura 2:15, grem pobrati posteljino, hitro naštemati posteljo, da zvečer, ko pridemo s fešte, da bo sveže. Gremo pa na en rojstni dan, tako da moram še darilo zaviti. Darilo že imamo kar tako skupno družinsko darilo, potem pa na tortico. Potem šibam v vrtec po vnukinjo. In pa sem se kar odločila, bova šle kar v svetličarno zaviti darilo, pa bo pa že treba iti na rojstni dan. 6 smo zmenjeni, tako da pa vprašanje, koliko časa bomo. Zdaj vam pa še pokažem, kaj smo kupili. Se pravi pladenj, vazo sem si tako zamislila, tukaj bi dala kakšne bombone, kakšno rožico in da mi v cvetličarni zavije. Super je. Hvala. Zakaj smo tukaj zelo dolgo? Ko boš malo se snegla. Ja. Ne vidimo še ni. Živjo, nahajam se v Škofji Loki, kjer bom naredila en kratek sprehod. Tukaj je 13 stopinj Celzija, zato sem se oblekla malo bolj toplo. Škofja Loka je eno izmed najbolj ohranjenih srednjeveških mest v Sloveniji.
Tako da se ga res splača prispogledati, meni je zelo, zelo všeč. In pa ja, zdaj vam bom tudi še povedala, kaj pravzaprav delam tukaj. Sem sva prišla skupaj z možem, ustavila sva se v eni kolesarski trgovini, kjer je bil mož dogovorjen, da si ogleda novo cestno kolo. Opravil je bike fitting, mene je tudi zanimalo, kako ta bike fitting tudi izgleda, tako da kar zanimivo. Bike fitting pa pomeni, da ti zmerijo tvoje telo in ti kolo naredijo po tvojih merah. To kolo mu bojo zdaj naročili in bo nekaj časa za počakati. Matjaž se je zdaj odpravil en krog s kolesom, s starim seveda. Jaz bom naredila en sprehod, tako da vam zdaj pokažem glih še malo utrinku. Evo, zdaj glih zvoni. Tako da vam zdaj pokažem glih še par utrinkov iz Škofje Loke. Ta glavni center oziroma mestni trg prenavljajo, tako da mislim, da tle bo pa še zelo lepo. Videla sem prav nove klopi, da imajo pripravljene, rožice bojo vštimali, drevesa in porihtali pač še ostale stvari. Živjo, ti smo hiter. Tako, to je bilo glih ene par utrinkov z tega mojega sprehoda po Škofji Loki. Sem prišla na eno razstavo v Šempeter pri Gorici, vreme je tako oblačno, ampak v centru mesta se dogajajo take lepe reči. Tukaj razstavlja likovno društvo Šempeter Vrtojba, pa sem si prišla malo pogledati in sem rekla, da tukaj pa res ne smem manjkati. Pa vam bom nekaj utrinkov tudi pokazala. Včeraj me pa je malo izučil, zdaj sem se malo bolj danes oblekla, tako da super je. Ja, zdaj mi kaže 18 stopinj, da je. Naredila sem si en tak čudovit izlet, šla sem do Gradiške, temperatura je sicer padla zdaj že na 16 stopinj Celzija, naredila sem pa 40 kilometrov. Če ste si ta video pogledali do konca in če so vam moje vsebine všeč, bi vas povabila, da se naročite na moj kanal. Seveda pa hvala vsem tistim, ki ste že naročeni, ki me redno spremljate, ki mi dajete energijo, vzpodbudo in pa neko motivacijo, da delam in ustvarjam takšne vsebine še naprej. To bi bilo za ta tedenski vlog tudi vse. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn, mi pa se vidimo prihodnjo nedeljo. Čau, čau!